veselje priti v tako okolje, kjer vidim, da je en interes, da imam potem občutek, da tudi nekaj dela, kar sem predaval, ostalo. Seveda, če mi boste pomest spraševali, boste pa ta občutek še povečali, tako da kar rajšmo s besedo na dan. Danes pogovor ne o demenciji, ampak o depresiji, o drugi, zelo pomembni duševni motnji v starosti, po pogostnosti je to mogoče najbolj pogosta, ampak z drugega vidika pa mogoče ni tako usodna, kot je demenca. Preden pa začnem predavati o depresiji, bi vas vprašal, najbrž si lahko predstavljate, kaj imajo vsi ti slavni ljudje skupnega. Sigmund Freud, za njega ste verjetno že slišali, slavni psihoanalitik, psihiater, ki je pomagal s tem, ko je tudi oblikoval novo metodo zdravljenja velik ljudem in je tudi strokovnjakov polegel to svojo pot. No, on je med drugim tudi dobro obvladal uporabo takratnih, tako rekoč, zdravil, se pravi kokaina in heroina, ki so jih poskušali uporabljati tudi v namene zdravljenja. Za Marilyn Monroe ste tudi zagotovo že slišali, Leva Tolstoja, Abrahama Lincolna, Edgar Allan Poe je bil tudi angleški pisatelj. Mogoče pa je manj znan Thomas Eagleton, to je bil kandidat za ameriškega podpredsednika. Kandidat, dokler se ni izvedlo, da ima depresijo. Ko se je izvedlo, da ima depresijo, je gladko odrekel, zaradi tega, ker se seveda takoj postavil pod vprašaj, tak človek, ki pa ima neko duševno težavo, pa najbrž ni sposoben voditi po velike države, kot je Amerika. No, resnici na ljubo jo je nekaj časa vodil nekdo, ki je imel demenco, kar je seveda še bistveno hujšeno. Ampak ja, odleto je zato, ker je imel depresijo. Vsi ti slavni ljudje so imeli depresijo. Se pravi, depresija ne špara, ne izbira ljudi, vsak lahko zboli za depresijo. To je v bistvu zelo pogosta bolezen in nekatere napovedi so, da bo to v prihodnje najpogostejša bolezen med ljudmi. Zdaj, zakaj je seveda mogoče, če pogledate, kaj se dogaja v Sloveniji, hitro rata jasno, da to najbrž ni čisto iz trte izvito, ker je ta tempo življenja, pritiski, spremembe so čedalje hujši in seveda niso vsi ljudje taki, da zmorejo vse te obremenitve in nekateri klonejo tudi pod tem. Torej, v današnjem predavanju bi vam rad povedal nekaj o depresiji, na splošno, par besed čisto tem, kako na splošno izgleda depresija, potem bi se pa predvsem ustavil ožje na depresiji v starosti, predvsem v tistem delu, ki je pomemben pod povezovanje depresije in telesnih težav. Kot boste videli, se to izjemno povezuje. Težko je ločiti eno od drugega. In seveda, ko govorimo o depresiji v starosti, žal tudi ne moremo mimo samomorov, ko ste videli na koncu, ko vam bom pokazal nekaj števil in nekaj stvari, ki bi tega razložil. Torej, ko govorimo o depresiji, imamo običajno najprej v mislih neko otožnost, slabo razpoloženje, žalost. To je eden izmed simptomov razpoloženja, je pa seveda depresija še vse kaj več kot samo žalost. Ker žalosten je recimo tudi nekdo, ki mu nekdo umre, pa še ni depresiven. Za depresijo je treba precej več. Skratka, depresijo označujejo različni znaki bolezni, kot so znaki razpoloženja, telesni znaki in znaki mišljenja, ki jih bom v nadaljevanju malo opisal. Ti znaki razpoloženja so, kot sem omenil, prvo, eden izmed takih najpomembnejših oziroma najbolj poznanih je žalost. To, da je nekdo žalosten, se hitro vidi, po izrazu na obrazu, začutimo, da je človek ni pravega razpoloženja. Ampak še enkrat, če je nekdo žalosten, samo žalosten, to še ni depresija, to je precej premalo. Zraven mora biti še kaj več. In pri depresiji je pogosto zraven tudi ta občutek osamljenosti, praznine. Zanimivo je, da recimo zlasti starejši ljudje, tisti, ki so depresivni, zelo pogosto rečejo, da se počutijo osamljeni. Pa to nima nobene veze s tem, ali živijo v družini še s kom, ali živijo sami. Ker če nekdo živi sam, ni nujno osamljen, ker ima mogoče prijatelje, pa gre čez dan recimo na tržnico, pa recimo v kakšno društvo, ali v upokojencev, ali v kakšno šolo za te življenjsko obdobje in ima življenje izpolnjeno. Tudi če živi sam, se ne počuti osamljen. In obratno, lahko nekdo, ki živi z družino, se počuti osamljen, ker recimo otroci grejo dopoldan v službo, vnuki svejo v šolo, potem popoldan sicer pridejo
se veste, kako je danes vsak leti na svoj konec, večer se kratko dobijo in tak človek ima občutek, da je obupno osamljen. In to, kar se kaže, to, da je ta občutek osamljenosti pogosto bolj povezan s depresijo, kot s tem, da nekdo v resnici živi sam. Potem je depresija povezana z apatičnostjo. Skratka, depresiven človek nima nekega interesa, da bi karkoli počel. Ni to, kar nam je običajno v življenju nekaj veselje, nekaj radi naredimo in smo potem s tem zadovoljni. Depresivni ljudje po eni strani nimajo te želje, da bi karkoli počeli, če pa že kaj naredijo takega, kar jih je prej veselilo v življenju, to absolutno ne veseli več. In je popolnoma vseeno, nič jih ne povleče več v to. Depresijo lahko spremljajo tudi drugi znaki, kot recimo tesnobnost, napetost, to ste zagotovo že kdaj občutili v življenju, ker rečemo, da je človek napet, tako živčen, tak neprijeten občutek. In to je tudi nekaj, kar je lahko zdrava depresije. Lahko se to stopnjuje do pravih paničnih napadov, takih hudih občutkov tesnobe, lahko depresijo spremlja tudi razdražljivost ali pa jezavost. Če si predstavljamo depresivnega človeka, običajno si predstavljamo takega žalostnega, brez volje, brez interesov, počasnega, ampak v resnici so nekateri depresivni ravno obratno, taki, ki se hitro razjezijo, ne dajo tega občutka žalosti in upočasnjenosti, pa je v resnici v ozadju depresija. In to, kar sem omenil že prej zmanjšanje uživanja, da človek se ne veseli več stvari, ki so mu prej bile v veselje, je to tudi del depresije. Potem depresijo označujejo tudi simptomi mišljenja, se pravi eno razpoloženje, drugo pa to, kako človek razmišlja in o čem razmišlja. In depresivni ljudje imajo tudi težave z zbranostjo in spominom. In to pri teh mojih pacientih, ki prihajajo prej, da vidim. Če tako zelo poenostavljeno rečem, kaj je pacientov k meni. Eni so tisti, ki pridejo in rečejo, zdaj pa obupno pozabljam. Zadnjega pol leta imam tako obupen spomin, kot še nikoli prej v življenju. Drugi pa pridejo, ker jih pripeljejo svojci, pa rečejo, sej jaz imam čisto v redu spomin, ampak oni pravijo, da pozabljam. In sem točno zaradi njih, da jim dokažem, da je z mano vse v redu. Te drugi imajo pogosto demenco, čeprav sami nimajo občutka, da pozabljajo, pa svojci opažajo, da pozabljajo. Tisti prvi, ki pridejo sami z občutkom, da pozabljajo, se pa pogosteje izkaže, da so v resnici depresivni, kot da imajo demenco. Ker vsakemu izmed nas se kdaj zgodi, da kaj pozabi, je tako. Ja. Ampak ko depresiven človek nekaj pozabi, je takoj seveda to mišljenje depresivnega naredi svojega. Aha, spet sem pozabil, joj, groza, spet pozabljam, obupno pozabljam. Vsak problem vidijo večji, kot je v resnici. In tudi ta njihova pozabljivost jim predstavlja nekaj ogromen problem. Njim se zdi ogromen problem. Je pa res, da depresivni ljudje tudi v resnici bolj pozabljajo kot ostali ljudje. To pa je tudi res, ampak seveda ne toliko kot nekdo, ki ima demenco. To so depresivni ljudje tudi počasnjeni in neodločni, počasneje dejansko počasneje razmišljajo, da težje se odločijo za kakšne stvari, zelo oklevajo, bi, ne bi, in težko povlečejo neke nove poteze. To je pomanjkanje interesov, lahko so tudi vznemirjeni. Tisto, kar je zanimivo, imajo pogosto občutke manj vrednosti ali pa krivde. Občutek, da so nekomu kaj hudega naredili, da so krivico človeku storili. In bolj jih sprašujemo, ja, kakšno pa, ja, ne vem, ampak se mi zdi, da sem naredil eno krivico. Ta občutek je seveda, si lahko predstavljate, neprijeten, če imaš občutek, da je nekomu naredil krivico. In vse to lahko pripelje do tega pesimizma, občutka nemoči, obupa in seveda zato ne preseneča, da se depresivni ljudje začnejo tudi razmišljati o smislu življenja, o možnosti samomora in da na koncu nekateri tudi naredijo samomor. Ampak kot se nekaj bom o tem več povedal v koncu predavanja. In tisto, kar je zelo pomembno, pa mogoče še najbolj pomembno v starosti, pa so telesni simptomi depresije. Ker depresija ni samo bolezen, človek temu tako rečem duha, ampak je bolezen duha in telesa oziroma telesa v celoti. Depresivni ljudje imajo težave s spanjem, to je zelo tipičen simptom. Običajno spijo slabše, lahko pa obratno spijo bistveno več, kot so prej spali. Recimo nekdo, ki spa 8 ur na dan, potem nenadoma spi 12 ur, pa je še vedno utrujen. Najbolj tipične težave, ki so povezane s spanjem pri depresiji, pa so ali to, da težko zaspijo, ali pa to, da so zjutraj obupno utrujeni. Sicer spijo, ampak ko se zbudijo, so strašno utrujeni in potem te
dneva, do večera nekako prilezejo na zeleno vejo, se končno malo bolj počutijo, potem grejo spat in zjutraj se seveda vsa zgodba spet ponovi, so spet obupno utrujeni. No, na tem, ker vemo, da se to dogaja, na tem je zanimivo, sem grede, povem, temelji tudi ena izmed možnosti zdravljenja depresije in to je odtegnitev spanja. Namreč, če človek eno noč ne spi, se naslednji dan počuti boljše, tako razpoloženje je boljše, ampak seveda brez spanja žal ne gre, ne moramo vendarle tudi spati. No, potem imajo depresivni ljudje tudi pogosto spremenjen apetit, bolj pogosto gre v to smer, da izgubijo apetit in shujšajo, in za pomembno se šteje, če shujšajo več kot 5% telesne teže v enem mesecu. Ampak enemu, ki hudo depresivan, je to malenko zgubijo tudi precej več kot 5% teže. Ali pa lahko obratno se zredijo za toliko. Potem seveda tudi ostale stvari, kot je recimo zmanjšano spolno poželenje ali pa recimo utrujenost. Ob stvari, ob delu, ki so ga prej zmogli, so potem hudo utrujeni. Pa ne zaradi tega, ker bi jim srce začelo slabše delati, pa ne zaradi tega, ker bi zboleli, pa bi recimo imeli težave s pljuči, ampak enostavno nimajo več take moči, kot so jo prej imeli. Hitreje se utrudijo. Imajo tudi več bolečin v mišicah, več glavobolov, recimo vse sorte bolečin so bolj pogoste. Pa ta občutek tiščanja v prsih, ki spremlja snovo po navadi, in razne druge telesne težave. Recimo zaprtje je tudi eden izmed takih pogostih simptomov depresije. Seveda ni vsak, ki je zaprt depresiven, daleč od tega, ampak je zaprtje tudi pogost simptom depresije, kot sem rekel. Recimo včasih se zgodi, da pripeljejo k nam na pregled in tak človek, recimo, če mi reče, da nekateri povejo, 2 tedna nisem šel na blato. Če človek ne gre 2 tedna na blato, potem bi že moral iti na kirurgijo, da to opravijo. Če ni šel, pomeni, da dejansko v bistvu ni problem v tem, da 2 tedna ne bi odvajal, da vmes je šel na blato. Ampak tak človek doživlja, kot da dolg časa ni šel na blato in taki so po pravilu vsi po vrsti, ki so jim dozdravili pri depresivni resnici. Ja, no da malo ponazorim, da si boste lažje predstavljali, kako zgleda depresija. Ena gospa je tako razlagala, ki je bila depresivna, da težko razmišlja, da so ob tem tudi misli počasne in še težje govori. Že razmišlja počasno, govori pa še počasneje. Pripoveduje nekaj in istočasno pozabi, kaj je govorila, začne pripovedovati znova nekaj vse novega. Skratka, nekaj, kar bi lahko na prvi trenutek zgledalo kot demenca, pa to v resnici ni demenca, ampak je depresija. Pomembno pa je zaradi tega, ker depresijo lahko zelo uspešno zdravimo. En drug gospod je pa tako povedal, 80-letni gospod, depresiven je bil že, ko je bil zaposlen, nekaterim se namreč depresija ponavlja celo življenje. Eni imajo pa recimo depresijo mogoče prvič v starosti, ali pa eni imajo v mladosti, pa samo enkrat v življenju, pa se nikoli več ne ponovi. Zelo različno je. Ta je povedal, da mu je žena umrla 20 let predtem, 2 leti predtem je umrla tudi prijateljica, s katero je potem še živel. Ima sina, s katerim pa nima več stikov, kar je seveda zelo neugodno. Se pravi, nima več ene mreže ljudi, na katere bi se lahko naslanjal. In ta gospod je začel piti zadnjega pol leta, pije pa vedno le doma. To ni način, ki je običajen za moške, ki so odvisni od alkohola, v njih grejo ponavadi v gostilno, pa se v družbi zapijejo. Na tak način tako ponavadi, če že recimo bolj ženske pijejo skrito doma, ali pa tako kot ta gospod, ki je v bistvu pil, ker je postal depresiven, zato ker mu je alkohol olajšal te stiske. Osamljenost je rekel je najhujši problem. Spomnite, prej smo omenili osamljenost. Izgubil je apetit, nima več volje za sprehode, skratka vsi znaki depresije in začel je razmišljati o samomoru in o samomoru tako, da bi se ustredil v glavo. Je pa zanimivo, da je gospod imel Helix, kar je eno pomirjevalo, se pravi, da je bil pri zdravniku, je povedal, omenil nekaj težave, zdravnik mu je predpisal zdravilo, žal ne ta pravega. Helix ne ozdravi depresije. Helix naredi nekaj podobnega kot alkohol, olajša tisti trenutek, ko najhujšo napetost, ne more pa ozdraviti depresije. No, gremo naprej. Ena druga gospa je tako povedala, da je pri delu zelo počasna, cel dan porabi za običajna dnevna opravila, zelo je utrujena, zlasti zjutraj. Večkrat se je zgodila sede za drema, enkrat je celo padla stola, zaspi približno 3 ure kasneje, kot je bila navajena. Ima hude težave
spanjem. Tudi uho je zelo nesigurna, včasih ima občutek, da je zemlja valovi pod nogami, roke se ji zelo tresejo in tudi skodelice ne morejo več prenesti na mizo. Pet malo drugače skleda ta depresija, ampak vendar je to taka tipična depresija. Pa če zdaj pogledamo, zdaj smo opisali depresijo, tako kot izgleda običajno depresija, zdaj zakaj pa govoriti o depresiji v starosti? Zato, ker je depresija v starosti sicer še vedno depresija, vendar pa ima nekih posebnosti. Izgleda malček drugačno, zdaj se pokaže malo drugače kot taka običajna depresija v srednjem življenjskem obdobju. Tisto, kar pogosto opozarjajo, je to, da pri starih ljudeh ni toliko opaziti žalost. Ko govorimo o depresiji, najprej običajno pomislimo na žalost. Pomislimo na to, da je nekdo videti žalost. Star človek je hudo depresiven, se lahko pogovarjate z njim, da ne bo videti žalost, lahko se vam celo nasmehne. Pa vendar je lahko isti trenutek razmišlja o tem, kako bi naredil samomor, ker ni več zaživeti, ker je lahko podobno naslednje. Skratka, na ta videz žalosti, na to se pri starih ljudeh ne moremo zanašati. Tako pravi, da stari ljudje drugi ne radi omenjajo samomorilna razmišljanja, pa vendar vemo, da pogosto razmišljajo o samomoru in vemo, da moramo o tem tudi vprašati. Včasih se potem postavi dilema, kaj pa če bomo nekoga vprašali, če razmišlja o samomoru, potem ga bo pa res naredil. V resnici je dokazano ravno obratno. Če ima človek možnost povedati, izraziti svojo stisko, potem je večji moment verjetnosti, da bo pri takem naredil. Vsi to si lahko predstavljate, kako je tudi v vašem življenju. Če vam je kdo kdaj hudo, pa če ste imeli možnost, da vas nekomu povedati to, ali pa da vas je nekdo poslušal, vam je bilo na koncu lažje. In isto velja tudi za samomor, se pravi, treba poslušati. Pa da možnost človeku, da to pove. In tisto, kar je zelo pomembno v starosti, je tudi to, da se depresija bolj kaže s telesnimi simptomi. Stari ljudje, ki so depresivni, pogosto omenjajo, navajajo različne telesne težave, od bolečin, pa slaba prebava, pa utrujenico, pa skratka in kar težava. Problem je v tem, da seveda vse to je v starosti lahko posledica bolezni, ki so objektivno prisotne in se to zelo prekriva z depresijo. In je včasih težko to najodločiti. In še enkrat, tudi v starosti bolj pomembne tudi te težave s spominom, ki so del depresije. In tak primer depresije v starosti, ki se mi zdi, da tako zelo dobro pokaže, kako zgleda depresija v starosti, pa tukaj napisano. Ena gospa je 4 leta po samomoru moža to opisala. Dokler sem lahko jokala, je še šlo. Se pravi, ko je mož umrl, je žalovala. Takrat je jokala. Takrat še ni bila depresivna. Potem pa so se začele težave s bolečinami v trebuhu, glavoboli, motnje spanja in hujšanje. Včasih sem pomislila tudi na samomor. V bistvu je takrat, ko je nehala jokati, postala depresivna. Ampak depresivna tako, da se je to kazalo s telesnimi težavami. Glavoboli, motnje spanja, hujšanje, vse druge stvari samo žalosti ni bilo. V resnici je bila pa takrat depresivna. Kaj predstavlja največjo nevarnost za nastanek depresije v starosti? Ne se ustrašiti, tudi danes bom pokazal par grafov, tabel, take bolj znanstvene stvari, ampak na koncu vse zelo enostavno razumljivo. Boste videli, da ni tako obupno. Zdaj vam kažem podatke enih raziskav, ki so združili za to, da bi ugotovili, kaj predstavlja največjo nevarnost za nastanek depresije v starosti. In izkazalo se je, da je največja nevarnost za depresijo izguba bližnjega, se pravi žalovanje. Ko izgubimo nekoga, smo žalostni, in zdaj se, da če teče vse v redu, potem žalujemo in odžalujemo in gre življenje naprej. Ampak pogosto pa človek ne more odžalovati, ne more te izgube preboleti, kot to treba, in gre to, se potem nadaljuje naprej v depresijo. Podoben primer, kot sem ga prej pokazal. Skratka, izguba bližnjega predstavlja največji dejavnik tveganja za depresijo. Če pogledate na drugo mesto, motnje spanja so drugi najpomembnejši dejavnik za nastanek depresije. Motnje spanja so po eni strani tudi znak depresije, se pravi nekdo, ki je depresiven, ima težave s spanjem, po drugi strani ljudje, ki kronično slabo spijo, imajo bistveno večjo verjetnost, da bodo postali depresivni. Tukaj zadnje najbrž tudi več različnih stvari, seveda slabo spijo tudi tisti, ki imajo več različnih telesnih težav in je to vse rada kar naenkrat zelo povezano. Jasno pa je, da starejši ljudje v povprečju slabše spijo kot mlajši ljudje. To je tudi dokaz
večja je verjetnost, da bo imel težave s spanjem. Najbrž to tudi iz lastnih izkušenj dobro veste vsi po vrsti, da je bilo v mladosti lažje spati, kot potem vsako desetletje kasneje. Potem predstavlja velik dejavnik tveganja za nastanek depresije odvisnost od pomoči drugih. Stari človek, ki ni več samostojen, ki potrebuje drugega, da mu pomaga pri vsakodnevnih aktivnostih, je bistveno bolj izpostavljen nastanku depresije. Pa seveda tisti, ki so že prej v življenju bili depresivni, pa recimo tudi tisti, ki imajo kognitivne motnje, se pravi neko nastanek demence ali podobne stvari. Če gremo pa na drugo stran pogledati, spodaj, so pa dejavniki, ta številka ena pomeni, da ni nič povečana verjetnost za nastanek depresije. Če je zgoraj 3,3, to pomeni, da je 3-krat večja verjetnost za nastanek depresije, pomeni 1, da ni večji verjetnost za nastanek depresije. Se pravi, nekdo, ki je star in samski, celo življenje, samo zaradi tega, ker je samski, nima nič kaj večje verjetnosti, da bo zaradi tega rado depresiven kot nekdo, ki je poročen. Tudi starost sama po sebi ne poveča bistveno verjetnosti za nastanek depresije. Malček je zelo malček, ampak toliko, kolikor je to verjetno povezano z drugimi telesnimi boleznimi. Tudi sam nizek socialni status, se pravi to, da nekdo reven, samo to, samo po sebi ni dovolj, da bi človek rado depresiven, mora biti več dejavnikov zdravja. To recimo ženski spol je že malček večja verjetnost in to vemo tudi sicer, da je depresija sicer med ženskami nekoliko pogostejša, kot je pri moških, čeprav nekateri pravijo, da to mogoče ne drži čisto samo depresija pri moških ni tako dobro prepoznana, da so eni malo bolj prikrite znake. Zdaj, kako ugotoviti, oziroma kako prepoznati depresijo, ene seveda po teh znakih, kot sem jih zdaj opisal, da pa vso stvar lažje prepoznamo, uporabljamo v praksi včasih tudi razne vprašalnike. In eden izmed takih vprašalnikov je ta tako imenovana geriatrična listica depresivnosti. To je vprašalnik, ki je namenjen uporabi za starejše ljudi, zato da bi ugotovili, a je pri nekom nevarnost, da se kažejo znaki depresije, oziroma da mogoče celo že je depresiven ali te nevarnosti ni. Zdaj, tak vprašalnik sam po sebi ne more postaviti diagnoze, nadaleč od tega. Ampak nakaže nam pa lahko mogoče neki ljudi, pri katerih je večja nevarnost, da so v resnici depresivni. Mogoče lahko tukaj daj vam vsem obiskovalcem razdeliti tako vprašalnik, pa da malo se preveri, da se vidi, koliko izmed vas je v nevarnosti za depresijo. Glede na to, koliko vas tukaj sedi, sem prepričan, da nekaj izmed vas je že imelo depresijo v življenju, ali pa jo ima ta trenutek, pa se zdravi. Kaj še pa boste mogoče tudi še kdaj imeli, ker je depresija v resnici zelo pogosta. Ja, prej sem omenil, da je depresija povezana z težavami z spominom v resnici, in če tlele pogledamo, ne se sprašite na poslepu, če delamo razne teste, recimo spomina, eden izmed takih testov je, ko rečimo nekomu, da si mora zapomniti recimo 5 različnih besed in jih potem takoj ponoviti. In so tukaj vidimo razlike. Če rečemo to nekomu, ki ni depresiven, jih uspe toliko besed povedati, če je nekdo, ki je v življenju že bil depresiven in je ponovno depresiven, vidite, da se bo manj besed spomnil, kot ni bil bolj depresiven. Ali pa če rečemo potem recimo, da te besede ponovi še čez 5 minut, si jih mora ves čas zapomniti in jih potem ponovno ponovi, vidimo spet podobno. Tisti, ki niso nikoli v življenju depresivni, se spomnijo več besed, tisti, ki so bili depresivni ali pa so ta trenutek depresivni, se spomnijo manj besed. Ta depresija v resnici vpliva na spomin, ni samo ta občutek, da bolj pozabljajo, kar seveda je, ampak tudi vpliva na spomin. In prepoznavanje, to pa takrat pomagamo, rečemo recimo, je bila beseda kon ali je bila krava, pa bomo reči prepoznati, kjera beseda je bila tudi tukaj, imajo tisti, ki so bili depresivni, več težav kot ostali, ki niso bili depresivni. Včasih uporabljamo tudi različne teste, tako da ocenimo, kakšne so te kognitivne funkcije in tukaj vam kažem nekaj izmed teh testov, ki ga uporabljamo, ko hočemo oceniti, da ima neko demenico ali ne. Gre za tako imenovan test risanja ure, verjetno sem ga kakšen predavanj pomenil. Kot vidite, tak test lahko ne nariše ustrezno tudi nekdo, ki nima demence. In tako uro je narisal nekdo, ki ima depresijo. Zdaj, če tele pogledate,
raziskovancu, da mora narisati uro, številčnico, celotno številčnico in kazalcem, tako da pokazala 10 čez 11. Ne? Če pogledate to uro tukaj, kaj vas tako zapade v oči? Kaj se vam zdi tako zelo? Da je samo ena številka. Samo ena številka, ja. Če si pa predstavljate depresivnega človeka, ne, ki je ves utrujen, nima apetita, cele noči ne spi, nobenega smisla življenja ne vidi, in tako ne bomo mogli pomagati, pa mu pa jaz rečem, da ne še uro nariše, bo vas prosim, da uro risal. Ne. In jasno naredi tisto najmanj, kolikor se da, zato da mu bom dal glera, zato da ga pustim. Ampak tisto, kar je narisal v redu. Kazalca sta prav postavljena. Tudi tam, kjer bi morala biti številka 2, tam je kazalca prav postavljena. Nekdo, ki je dementen, ne bo tega tako naredil, ker bo zgrešil, ne bo prav postavil. Dementen človek se bo običajno zelo trudil, vse številke bo narisal, pa mogoče se kje zmotil, bo prečrtal, pa popravil, pa še enkrat tako pa kazalce prečrtal, pa ponovno popravil, pa sveda ne bo ratalo. Tak depresiven pa nima volje, nima energije, nima moči in bo naredil tisto najmanj, kar se da. Ne? In taka ura, če nekdo nariše, je najbolj tipično za depresijo. Seveda je lahko tudi v ozadju, ampak najbolj tipično je za depresijo. Prej sem že omenil, da depresija je bolezen, ki jo na srečo lahko zelo uspešno zdravimo. Take blage oblike depresije niti ne potrebujejo zdravljenja za zdravili, se da pomagati tudi recimo z nekimi vedenskimi oblikami terapije. Če je pa bolj izrazita, pa običajno priporočamo seveda antidepresive, zaradi tega, ker so zelo uspešna zdravila. Tlele bi rad razjasnil, zdaj to se mi zdi, da je zelo pomembno, da si zapomnite, včasih nekateri ljudje so zelo skeptični in potem rečejo, joj, pa ne bom jemal zdravil zato, da ne bom postal odvisen. Antidepresivi ne povzročajo odvisnosti. Ne povzročajo. Antidepresivi, kar naredijo, je to, da postavijo možgane v normalno delovanje. Recimo, da si boste lažje predstavljali. Če imate previsok krvni sladkor, je pač previsok sladkor. Začnete imati zdravila, ki znižajo sladkor in je vse v redu. Tako kot mora biti. Ali pa previsok pritisk, ki jemljete antihipertenzive in je pritisk v redu. Če nehate imati antihipertenzive, se bo kaj zgodilo? Bo šel pritisk spet gor. In isto je tukaj pri depresiji. Se pravi, dokler človek jemlje antidepresive, se razpoloženje popravi, če neka prezgodaj ima antidepresive, postane ponovno depresive. Na srečo je tele drugače kot pri pritisku, ker praviloma, vsaj če je to prva epizoda depresije v življenju, lahko tam po enem letu lahko tak človek neha imati zdravila in se depresija ne povrne. Ne more pa to že po enem mestu se izboljšati. In nekateri ljudje nehajo imati zdravila takoj, ko se boljš počutijo, jemljajo recimo 2-3 tedne, se počuti boljš, nehajo imati in potem seveda ponovno rata depresiva. Skratka, še enkrat, antidepresivi ne povzročajo odvisnost. Odvisnost pomeni to, da se telo zdravila navadi in da potem ne more več shajati brez zdravila. Lahko pa povzročajo odvisnost druga zdravila, ki jih imenujemo anksiolitiki, to so zdravila proti tesnobi oziroma benzodiazepini, kot so recimo Apoldin, Kelex, Xanax, Loram, pa še bi se dalo našteti velike zdravile. Skratka, če taka zdravila nekdo jemlje dolgo časa, lahko postane od njih odvisen. Mene v resnici ne ljubo, če ima nekdo 80 let ne skrbi odvisnost, tudi če rata odvisen nekdo teh par let. Ampak problem je v tem, ker tudi potem nič učinka. Potem jemlje zdravilo, ampak zdravilo enostavno ne deluje več, oziroma edino, kar ostane od takega zdravila, so neželeni učinki. To pa so težave s spanjem in težave s spominom. Se pravi, anksiolitike, če že predpisujemo načeloma čim manj in čim krajši čas, obratno velja pa za antidepresive. Hitro in jih je treba redno imati in jih je treba imati kar nekaj časa. V mlajšem življenjskem obdobju praviloma vsaj pol leta, starejšim običajno priporočam vsaj 1 leto, ni pa nič narobe, če se jemlje tudi doživljenjsko, vsaj v večini primerov ni nič narobe. Ja, če se prezgodaj nekaj imati zdravilo, se zgodi to, kar se tukaj. Ta graf kaže, kolikšna je verjetnost, da bo nekdo ponovno postal depresiven. Bolj, ko gre krivulja dol, večja je verjetnost, da človek postane depresiven. Tukaj so ljudje, ki so nehali imati zdravila in vidite, da po 40 tednih jih je 1/3 ponovno postala depresivnih.
za razliko od tistih, ki so ves čas jemali zdravila, ki jih je po 40 tednih komaj 5% ponovno postalo depresiv. Se pravi, pomeni, da če nekdo jeme zdravila dolgo časa, se bistveno zmanjša verjetnost za to, da bi se depresija ponovila. Prej sem že omenil, da bom povezal tudi depresijo in telo, ker je to zelo pomembno, in depresija v starosti je res nekaj, kar kaže na to, da moramo človeka obravnavati kot celoto. Če poslušate recimo včasih kakšne plavanja, ljudje tako radi rečejo, ja, je treba obravnavati človek bolnika celostno, se pravi kot celoto, ne samo en organ, ampak vse skupaj, pa ne samo telesno, tudi širno in socialno okolje. V resnici je ponovadi ravno obratno, imamo specialista kardiologa, specialista nefrologa, vsakrat piše svoja zdravila, gledate skupaj, se to niti najmanj ne ujema. Počas bomo imeli specialista za levo pa za desno ledvico, pa za levo polovico glave pa za desno polovico glave. To je pa realnost. Ampak že Hipokrat je tako zelo lepo napisal, kot naj ne bi poskušali zdraviti oči ločeno od glave ali glave brez telesa, tako tudi nikar ne zdravite telesa, dušo pa da bi pri tem puščali vnemar. Se pa žal ravno to drugo dostkrat dogaja. Čeprav spet resnici na ljubo, če dalje naenkrat, zato ker se vendarle vsi zdravniki zavedamo, da je potrebno obravnavati človeka resnici kot celotno. In depresija v starosti je tak tipičen primer, kjer je treba človeka obravnavati kot celoto, to boste pa videli zdaj iz naslednjih teh slik, ki pa mi bom tukaj pokazal. Skratka, če pogledamo tukaj, vemo, da telesne bolezni lahko vplivajo na nastanek depresije. Recimo, nekdo, ki je utrpel možgansko kap, ima bistveno večjo verjetnost, da bo postal depresiven, kot nekdo, ki je ni utrpel. Nekdo, ki ima recimo raka, ima tudi večjo verjetnost, da bo postal depresiven, kot nekdo, ki ga nima. Po drugi strani vemo, da tudi depresija poveča verjetnost za nastanek nekaterih telesnih bolezni. Če je človek depresiven, je bolj verjetno, da bo zbolel kot tisti, ki ni. Za zdravljenje raznih telesnih bolezni vemo, da uporabljamo različna zdravila, ampak ta zdravila, ki jih uporabljamo za zdravljenje telesnih bolezni, lahko vplivajo tudi na razpoloženje, lahko ga poslabšajo. In obratno, zdravila, ki jih uporabljamo za zdravljenje depresije, lahko vplivajo na telesne znake bolezni. Skratka, tudi vsa ta zdravila niso žal nedolžna, ampak je treba to pa zelo uskladiti. Ja, da depresija zelo vpliva na nastanek telesnih bolezni, je jasno. Ena izmed takih težav, ki je povezana z depresijo, so možganske kapi. Najbrž ste že kdaj slišali, kaj je tisto, kar pomeni nevarnost za možgane, da človek utrpi možgansko kap, recimo kaj, visok pritisk, se še se spomnite, kaj vpliva. Sladkor, še kaj? Kajenje, odlično, še kaj? Stres. Ja, še kaj? Ščobe. Ja, dobro. Če tukaj pogledate, spet te številke, višja kot je številka, pomeni, da je večje tveganje za nastanek možganske kapi. In vidimo, da pač višja starost sama po sebi poveča verjetnost za nastanek možganske kapi. To najbrž ni presenečenje. 20-letniki zelo redko možganske kapi, 80-letniki zelo pogosto. Moški smo žal bolj izpostavljeni možganskim kapem, kot ste ženske. Kajenje spet poveča verjetnost za možganske kapi. Sladkorna bolezen, diabetes poveča verjetnost za nastanek možganskih kapi. Depresija poveča verjetnost za nastanek možganske kapi. Huda depresija, če tukaj pogledate, je bolj nevarna kot kajenje. Pa ne propagiram kajenje, jaz ne kadim. Mislim, da to je nepotrebno tveganje. Ampak kar hočem tukaj poudariti je to, da seveda vsi vemo, da kajenje škoduje našim možganom. Da pa depresija škoduje našim možganom, o tem se pa redko govori. Seveda, kajenju se lahko odpovemo tako, da cigareto vržemo v koš, depresijo pa lahko zdravimo. Če pa je ne zdravimo, bomo v večji nevarnosti za možganske kapi. Pa ne samo možganske kapi, tudi druge bolezni so take, na katero vpliva depresija. No, prej sem omenil, da je depresija recimo bolj pogosta po možganskih kapeh, da je bolj pogosta po poškodbah možganov, recimo pri rakavih boleznih.
Pri Parkinsonovi bolezni recimo je 10 do 37% bolnikov postane depresivnih, recimo po srčnem infarktu jih 15 do 19% postane depresivnih. Po eni strani telesne bolezni vplivajo na nastanek depresije, po drugi strani pa depresija na nastanek telesne bolezni. Te bom pokazal samo en primer, takih primerov bi vam tele lahko naštel najbrž na desetine, ampak zato, da vam bo bolj predstavljivo. Tele spet te številke pomenijo tako, koliko gre v desno, večja je tveganje. In če to pogledate, vidite, da sladkorna bolezen sama po sebi nekoliko poveča tveganje za nastanek depresije. Malček, ne velik, malo pa vendar, da sladkorna bolezen poveča tveganje. Če pogledate obratno, vidite, da je številka malo več kot ena, če pogledate pa, kako je pa vpliv obratno depresije na sladkorno bolezen, je pa to že skoraj pa številki 2. Se pravi, depresija pomembno poveča tveganje za nastanek sladkorne bolezni. Ne samo možganskih kapil, tudi na sladkorno bolezen vpliva. Kar bi se dalo verjetno zelo enostavno razložiti, ker vemo, da pri depresiji se sprošča več tega škodljivega stresnega hormona. Pa ne samo na nastanek sladkorne bolezni, depresija vpliva tudi na posledice sladkorne bolezni. Ljudje, ki že imajo sladkorno bolezen in depresijo, imajo bolj pogosto tako imenovane mikrovaskularne dogodke, se pravi okvaro teh drobnih žil, kot tudi okvaro teh velikih žil. In pri taki depresiji je tveganje sorazmerno manjše, kot je seveda pri veliki, kot je pri hudi depresiji, v vsakem primeru vse pa verjetnost za zaplete sladkorne bolezni pri nekom, ki ima depresijo, poveča, v primerjavi s tistim, ki nima depresije, pa ima tudi sladkorno bolezen. Spravi, to, kar je zdaj znano, je to, da vemo, da depresija vpliva na različne telesne bolezni. Naprej omenjena možgansko kap vpliva tudi na poveča verjetnost za srčne kapi. Pravijo, da mogoče, lahko depresija vpliva tudi na nekatere vrste raka. Tle ni čist jasno, pa tudi ne na vse vrste raka, ampak da poveča verjetnost za nekatere vrste raka. Tisto, kar je pa tudi zanesljivo, je pa to, da poslabša prognozo, poslabša razplet telesnih bolezni. Prej sem vam tam pokazal na primeru sladkorne bolezni. No, ampak se je to tudi zelo enostavno predstavljivo. Če imate vi nekoga po možganski kapi, ki postane, mu odpove roka in potem mora iti na rehabilitacijo, in bolj, ker bo pridno telovado, večja je verjetnost, da bo to roko spet aktiviral in da bo roko uporabna. Če imate nekoga, ki je utrpel možgansko kap in je depresiven in bo moral iti na rehabilitacijo, bo tam bil, pa ne morem, pa nima smisla, pa zakaj bi se sploh matro, pa se tako ne bo nič pomagalo. Že vnaprej veste, da ne bo dosegel take rehabilitacije, kad tisti pride tja, pa si reče, da ne je kap zadela, ampak se ne da, mi se bom boril, bom naredil vse, kar se da. Veste, da bo razlika v izhodu. In to je dejansko. Večje se pravi hujših posledic, večje zapletov, več hospitalizacij in na koncu je večja smrtnost. Pravi, depresija dejansko pri starih ljudeh izjemno prepleta s telesom. Po eni strani poveča verjetnost telesne bolezni in obratno, depresija tudi vpliva na dojemanje bolečine. Depresivni ljudje verjetno v resnici čutijo bolečino drugače, kot tisti, ki niso depresivni. In seveda bolečine so povezane s telesnimi boleznimi. Če imate nekaj bravo kolga, potem vas bolj boli. Sigurno, če ste pa ob tem še depresivni, bo pa verjetno ta bolečina še hujša. Depresija vpliva tudi na nespečnost, to sem že omenil, in nespečnost na depresijo. Tisto, kar je pomembno, je to, da vemo, da tudi nespečnost vpliva na našo zaznavanje bolečine. Ljudje, ki slabo spijo, so spet bolj občutljivi za bolečino, je hujše, da znajo. In jasno, nekdo, ki ima hude bolečine, tudi ne more normalno spati. Kakorkoli se obrne v postelji, ga boli, in seveda slabše spi. Tako da se to izjemno prepleta. Depresija, bolečine, nespečnost in razne telesne bolezni, to ni eno ali drugo, ampak je to preplet vsega skupaj. Da temu, kar se bolečin tiče, da to zelo drži, da so bolečine zelo povezane z depresijo, se pa vidi iz tega grafa tukaj. Če tukaj pogledate, vidite recimo težave, ki so imeli ljudje, recimo bolečine v hrbtu, so bile v eni skupini pač toliko pogoste. Tisto, kar je pomembno, je to, da so pri tistih, ki niso imeli depresije, bile toliko pogoste
tisti, ki so imeli vsaj eden znak depresije, so bile toliko pogoste bolečine, kot tudi tisti, ki so imeli pa depresijo, so bile pa bolečine, če tukaj pogledate, 4-krat pogostejše, kot pri tistih, ki niso imeli depresije. Skratka, depresivni ljudje imajo pogostejše bolečine. To je spet dokazano, kot se prej rekel, da se depresija opleta čisto prav v zaznavanje bolečine oziroma v občutek bolečine. Pa ne samo bolečine kot take, tudi razne druge telesne težave so bistveno pogostejše pri depresivnih ljudeh. Tako da je kar veliko takih, oziroma probamo včasih stočnim drugikom reči, ko imate nekoga v ambulanti, ki ga boli tukaj, pa tam pa na koncu ne morete postaviti neke pametne diagnoze, je treba vedno pomisliti, če je pa vzadnji tudi depresija in pogosto se izkaže, da je. Za konec bi vam pa povedal še par besed, ne moremo iti mimo tega, žal. Kot veste, je Slovenija med državami z najvišjim samomorilnim količnikom. V celoti smo na 10. mestu na svetu, med starejšimi smo pa še vedno na 5. mestu. Žal v samem svetovnem vrhu, žal se na napačnem mestu, ampak tako pač je. En gospod, ki je naredil samomor, je tako napisal: človek se lahko stara in umre kot gotska katedrala ali kot star čevelj. Ja, tudi staro vino je lahko dobro, kakšna stvar je v starosti lahko dobra, ni pa vse. In ta gospod se je očitno počutil kot star čevelj, ker je pač naredil samomor. Če nasplošno velja, da je na vsak uspešen samomor približno tam 20 do 25 poskusov samomora, je to razmerje pri mlajših bistveno večje, se pravi, da je recimo na 200 poskusov samomora en uspešen samomor, na srečo, na stvar je veliko poskusov, pa malo dejanskih samomorov, pri starih je pa ravno obratno. Je pa zelo malo poskusov glede na število uspešnih samomorov. Kaj to pomeni? To pomeni, da star človek ponovadi ne razmišlja o samomoru, tako kot neki mladostniki, ki se znajdejo v stiski, ker recimo ga zapusti punca ali pa dobi slabe ocene v šoli in mu je hudo in potem tisti trenutek mu ni več zaživeti in si poskuša nekaj narediti, v resnici pa niti ne želi umreti, ampak je samo v hudi stiski. Star človek, ko se znajde v hudi stiski, razmišlja, okleva, tehta, dolgo časa pri sebi premleva to in ko se dokončno odloči, da bo naredil samomor, je to zelo taka trdna odločitev in seveda zato tudi žal dostakrat uspešna. Zdaj, stari ljudje ponavadi dolg časa to premlevajo, predtem se dokončno odločijo. Kar je pa seveda po drugi strani ugodno, ker tiš čas, ko pa premlevajo, o tem je pa čas, ko takemu človeku lahko priskočimo na pomoč, če se tega zavedamo, če smo na to pozorni. Skratka, stari ljudje dolgo načrtujejo samomor, ni to tisti trenutek hipne neke stiske v žaljenosti, da takrat naredi samomor, ampak to se odloči pa to zaresno. Če pogledamo količnik samomora v Sloveniji, vidimo, da starostjo strmo narašča, zlasti pri moških, pri ženskah niti ne toliko, je malček več v starosti kot v mlajšem življenjskem obdobju, kot zlasti pri moških gre pa izjemno gor. Ni to v vseh državah, tako da ne bi rekli, to je pač nekaj, kar pride starostjo, ni res. V skandinavskih državah naredijo ljudje največ samomorov v srednjem življenjskem obdobju, v starosti pa manj naredijo. Tudi res je, da je v večini razvitih držav podobno, kot je v Sloveniji, da naredijo ljudje več samomorov v starosti, ampak razmerje ni tako zelo veliko. Tle ne malo porase gor, ampak ne toliko kot v Sloveniji. Se pravi, slovenski starejši ljudje, zlasti moški, so izjemno samomorilno ogroženi. Je pa res tudi na srečo to, da količnik samomora v Sloveniji upada. In upada že kar približno 2 desetletji. Tukaj, če gledate, vidite, to je količnik samomora za celotno slovensko populacijo, to je pa količnik samomora za starejše. Še vedno je starejši del pogosteje samomor kot mlajši, ampak količnik upada. Smo pa kljub temu, da količnik upada, bom še enkrat poudaril, še vedno v samem svetovnem vrhu. Pri starejših smo na 5. mestu. Kako stari ljudje v Sloveniji naredijo samomor, najpogosteje se odločijo za obešanje, ki je žal izjemno učinkovita metoda. 2/3 naredi samomor z obešanjem, pa to spet ni enako v vseh državah. V Švici se najpogosteje stari ljudje odločijo za samomor z, kaj mislite, čim? Strelnim orožjem. Švicari imajo namreč doma zelo veliko orožja, ker imajo izjemno veliko to vojsko
neprofesionalno, podobno kot je bilo v bivši Jugoslaviji, in imajo se doma tudi orožje in s tem imajo doma tudi možnost, da naredijo samomor. V Švici naredijo starejši ljudje največ samomora z strelnim orožjem. Kaj pa v Hongkongu, kaj mislite, kako? Zvišil. Ja, s Hongkongom izkoj potencijalno, pa skratka, priložnost naredi svoje. Ja. Dejavniki tveganja za samomor v starosti so, seveda po eni strani starost sama po sebi, moški spol, moški bolj pogosto delajo samomor, tisti, ki živijo sami ga pogosteje delajo, tisti, ki žalujejo, ampak tisto, kar je pa daleč najbolj pomembno, je pa to, duševne motnje in med njimi depresija. Nekateri pravijo, da če bi uspeli pozdraviti vse motnje razpoloženja v starosti, se pravi vse depresije, da bi zmanjšali količnik samomora za 3/4 do 80%, kar je seveda izjemno veliko. Skratka, vemo, da to, da se nekdo odloči za samomor, ni zadnji samo en razlog, ponad je več razlogov, ampak v starosti je med temi razlogi daleč na prvem mestu depresija. Depresija je pa stvar, ki jo lahko zdravimo. Tisto, kar se meni zdi pomembno, je to, jaz sem videl enkrat podatke, koliko ljudi sprejmemo na našo kliniko v posameznih starostnih skupinah. Če se prej spomnite, ker sem kazal ene podatke, ki govorijo za to, da depresija v starosti ni bistveno pogostejša kot v mlajšem življenjskem obdobju, bi potem tako nekako pričakovali, bi rekli, v starosti 30 let sprejmemo približno toliko depresivnih ljudi v našo bolnico, kot v starosti 50 let, kot v starosti 70 let, približno, tu spometne razlike. Izkazalo se je čist drugače. Izkazalo se je, da največ depresivnih sprejmemo v starosti tam približno 50 let, in pri moških potem po 50. letu število hospitalizacij strmo upada. Kaj to pomeni? Po 50. letu nimamo depresivnih moških v Sloveniji, najbrž jih imamo, jaz dvomim, da čudežno pozdravijo. Še toliko bolj verjetno je to, ker imamo po 50. letu več samomorov, kar najbrž pomeni to, da teh depresivnih starih moških ne prepoznamo, jih ne zdravimo in potem seveda obupajo prej ali slej in naredijo samomor. Da se da samomore dobro preprečevati, so dokazali že pred veliko leti na Švedskem. Švedska ni država, ki bi slovela prav po velikem količniku samomora, ampak so se tam vseeno odločili, da bojo probali ta količnik še zmanjšati. In so na enem njihovem otoku v Gotlandu izobrazili zdravnike zelo dobro o depresiji. So jih poučili, kaj depresija je, in seveda si lahko predstavljate, da so potem ti zdravniki prepoznavali depresijo pri pacientih, ki so prihajali v ambulando bistveno pogosteje. In usporedno s tem je šla uporaba antidepresivov strmo navzgor. Našemu dr. Firsku na zavarovalnici bi verjetno lasje se postavil po konca, ker bi sprošil vsi navzgor. Ampak kaj je bil končen efekt? Končen efekt je bil ta, da se je število samomorov zmanjšalo. Na Švedskem, ki ima že tako majhno število samomorov, se je število samomorov še zmanjšalo. In jaz mislim, da tukaj ta količnik samomora, ki se v Sloveniji zmanjšuje, se vsaj deloma, si upam trditi, zmanjšuje na ta račun, da vendar, da je depresijo bolj prepoznavamo, da je bolj zdravimo, ker to tako zelo pogosto, recimo tudi tem osebnim zdravnikom, govorimo in tudi oni se tega čedalje bolj zavedajo. In seveda je pomembno, da se tudi vsi vi tega bolj zavedate. Da depresija je nekaj, kar je pogosto v starosti, da pa je nekaj, kar se absolutno da zdraviti in to zelo uspešno zdraviti. No, zdaj mogoče malček za intermezzo. Tlele te številke kažejo količnik samomora v različnih skupinah starejših. In če tukaj pogledate, vidite, da so najbolj samomorilno ogroženi razvezani moški in pa tisti, ki so vdoveli. Tisti, ki so, recimo, bili že prej samski, celo življenje niso samomorilno tako ogroženi. Se pravi, star moški, ki izgubi ženo kakorkoli, je zelo samomorilno ogrožen. Kaj pa pri ženskah? Imajo pa najvišji količnik samomora. Znate razložiti, zakaj je ravno obratno? Ja. Dejanskega razloga ne vem, ampak potem mi vedno pride na misel ena šala, ker ste se pogovarjala zdravnik in duhovnik, kdaj se začne življenje, in pravi zdravnik, ja, življenje se začne, ko se človek rodi, pa pravi duhovnik, ne življenje se začne, ko je človek spočet, to je posluša ena stara dama, pa pravi, vidva pojma nima tam. Življenje
mesec začne, ko se otroci odselijo, pa ko moš umre. Tako da, to bi mogoče razložiti. Torej, še enkrat, depresija je daleč najpomembnejši vzrok za samomore v Sloveniji, in depresija je nekaj, kar pozdravimo, se pravi, da v bistvu lahko vplivamo na to, da še zmanjšamo število samomorov v Sloveniji. Vsako življenje je pomembno, vsako. Tukaj lahko kaj narediti. Tudi če so to ljudje, ki so stari 90 let, tudi njihovo življenje še vedno dragoceno. Zdaj pa stari ljudje je mogoče problem tudi v tem, da nekateri stari ljudje bi sicer radi naredili samomor, pa ga ne morejo več narediti, ker so že toliko telesno obnemogli, da enostavno ne more, recimo, ne vem, po možganski kapi, nevezan na poslo, ne more se jih si čeprav bi dodat naredil. In kaj jim bolj preostane? Recimo, je taka možnost latentnega samomorilnega vedenja, s tem začnejo odklanjati hrano ali pa zdravila. In potem računa, če ne bo jedel zdravili, ga bo prej, da se izdela kapi in bo prej umrl. Ali pa dejansko tako, da začnejo odklanjati hrano. To smo imeli že kar nekaj primerov takih starih ljudi, ki so iz domnevno neznanega vzroka nehali jesti, na hitro shujšali in potem se seveda pripeljali k nam. In moram reči, da imamo vsaj pri polovici dobre izkušnje, da smo za zdravili dosegli to, da so začeli nazaj jesti. Skratka, začeli smo jim dajali zdravila, najprej v žilo, ker pač niso jedli, in potem čez nekaj časa so začeli nazaj jesti in potem seveda, ko so prišli k sem, smo se pogovarjali z njimi in potem seveda ni bilo ne duha, ne sluha o tem, da bi še kaj razmišljali o kakšnem samomoru. Ampak prej pa ni bilo zaživeti. Tako da ni se kar tako zavdati, tudi če en star človek nekaj jaz vedno treba pomisliti zdaj, zakaj se je to zgodilo. Včasih se da pomagati, seveda se ne pomeni, ne vem, kakšne plazne preiskave delati, ampak čisto vdati se pa tudi ne smemo tako. Seveda včasih pa kakšni ljudje umrejo tudi, ni to videti kot samomor, ampak recimo, če pogledate naše ceste, najbrž se strinjate s tem, da kakšni med njimi vozijo tako noro tudi zato, ker zavestno želijo, oziroma nezavedno to počnejo, ampak dejansko tako vozijo zato, da bojo v resnici čim prej imeli. Pred časom sem daral eno raziskavo, ki moram reči, mi je pustila tak zelo neprijeten občutek. Šlo je za podatke ene tuje negovalne ustanove. In tam so opisali, da imajo tako prakso, da ko se stari ljudje odločijo, da ne bojo več jedli, jih ne silijo v to. Pač so se odločili in potem jih prepustijo in potem so napisali tako, da v povprečju tak star človek umre v 2 tednih in so to opisali kot lepo smrt. In ne me spraševati, kaj je lepa smrt, ker ne kaj so oni imeli s tem v mislih, ampak to so opisali kot lepo smrt. Glede na podlagi izkušenj, ki jih jaz imam in glede na podlagi tega, kar sem vam prej opisal, si jaz upam trditi, da vsaj nekateri med njimi so bili depresivni in vsaj nekatere izmed teh bi se dalo ozdraviti in potem najbrž ne bi razmišljali o smrti. Seveda so pa najbrž nekateri, ki so na koncu svojega življenja, mogoče v končnem stadiju rakave bolezni, pa nekaj druga zgodba, kot jaz mislim. Mogoče pri bolnikih z demenco je pa obratno, včasih malo izpade, da nekdo recimo je poskušal narediti samomor, pa to v resnici ni bil samomor. Se spomnim enega gospoda, ki je bil po poklicu dimnikar in bolj je postal zelo dementan in on sredno oči se je odločil, da bo šel pač dimnike pucati in je šel skozi okno in seveda padel dol. To ni bil poskus samomora, ampak je on v tej zmedenosti, ki je bila pač izbral napačno metodo in se je poškodil na srečo. Zdaj sem polomil, ni bilo kaj hujše. Mislim, ni bilo prvo podobno. Vsekakor. Dementni ljudje sploh lahko razmišljajo o samomoru? Ja, odvisen, koliko demenca napreduje, ker od začetnega stadija do končnega stadija demence mine lahko tudi desetletja ali več. In seveda na začetku ni to isto kot na koncu. Na začetnih stadijih sigurno še lahko. Bolj kot pa bolezen napreduje, manj je možnosti, da bi naredil nek načrt, ki bi ga dejansko lahko izpeljal tako, da bi naredil samomor. V začetnih stadijih pa so poznani primeri, ko so tudi uspešno naredili. Se pravi, da vemo, da depresijo lahko zdravimo, vprašanje pa je, če jo v resnici zdravimo. Če jo zdravimo zato, ker vemo, da vsi, ki so depresivni, ne pridejo po pomoč, če že pridejo po pomoč, je vedno
zdravniki ne prepoznajo, tudi če prepoznajo, da posumijo, da gre za depresijo, se vedno ne odločijo za prava zdravila, ne? Se pravi, da kar veliko ljudi še vedno ni zdravljenih, kot bi morali biti. Ne? Ampak to, stvari se počas vendarle izboljšujejo in en delček temu izboljšanju sem jaz prepričan, da boste tudi vi prispevali naprej s tem, ko imate zdaj neko znanje in da znate o teh stvarih malo drugače razmišljati, pa mogoče kdaj koga tudi spodbuditi, da poišče pomoč, ko jo potrebujete.